Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do zaključka parlamentarnih volitev je samo še pol ure, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Volitve so praznik demokracije. 1.695.766 volivcev, minus rekordnih 130.000, ki so to že storili na predčasnih volitvah, ima samo še nekaj minut časa, da na okrog 3.000 voliščih odda svoj glas. Ne pozabimo, da lahko svobodno izbiramo svoje politične predstavnike, je bil eden od ključnih razlogov, da smo ustanovili samostojno državo. Sedaj pa se lotimo 117. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo in kako nam bo krojil usodo naslednja 4 leta. Kdo bo sestavljal naslednjo vlado in kakšna naj bo, bomo vprašali naše posebne goste. Poslovneža in poslovnega svetovalca dr. Andreja Vizjaka, bivšega rektorja Univerze na Primorskem dr. Dragana Marušiča, malo kasneje pa se nam bo v našem mariborskem studiu v oddaji pridružil tudi starosta slovenske parlamentarne demokracije Rudolf Moge. Zaenkrat Andrej, Dragan, pozdravljena. Lep pozdrav. Pozdrav. Dragan, če midva začneva današnjo oddajo, ne? Ti si spremljal rezultate vseh prejšnjih volitev, vemo, si matematik po stroki, tako da so številke tvoja močna stran, ampak o številkah bomo malo kasneje, ne? Takrat, ko pač bo to dovoljeno, se pravi po 7 uri. Zanima me, Dragan, kakšna se je tebi zdela volilna kampanja za te volitve? Se ti je zdela kaj drugačna kot pred prejšnjimi volitvami? Kako si jo ti doživel? Ne bistveno drugačna. Pravzaprav spremljam sem jo manj kot sicer, predvsem zato, ker se mi zdi, da tako ali tako kakšnih velikih sprememb ne more biti. So ene splošne zakonitosti, ki se ponavljajo vsa ta leta. Bolj me je zanimalo, na primer, kako volilna udeležba oziroma, dajmo reči, kakšen je odstotek tistih, ki ne bodo reprezentirani v parlamentu, kako se to suče od leta 92 pa vse do leta 18. Tukaj so neke zakonitosti, na primer ta rep, če ga lahko tako imenujem, tisti, ki ne bodo reprezentirani, se, če izvzamem prvi dve volitvi 92-94, ko je bil prag 3%, ne, od leta 2000 dalje je prag 4%, se nekje suče tam okoli 10% plus minus nekaj odstotkov. In potem sem opazil tudi to, naprimer, da je vedno noti od 7 do 9 list, praviloma 7 list, ne. In je to vedno, 7 list je vedno takrat, ko sta dve močni stranki, ki imata več kot 20%. Naprimer, take stvari so me bolj pritegnile kot kaj drugega, tako da tudi na osnovi tistega, kar se pričakuje po različnih teh napovedovalcih, 5 fiksnih, ki naj bi bili v parlamentu, tisti, ki imajo neko zagotovljeno osnovo oziroma trdno volilno, dajmo reči, ljudi, ki jih volijo, ne, plus mora biti še 2. Tako da meni se zdi tam, da teh 5 fiksnih, ne, se pravi obe glavni stranki, ki boste imeli čez 20%, plus tiste 3 SD, NSI pa Levica, ne, z velikim L, pa še ene 2 stranki, ne. Tako da jaz tukaj pričakujem, da bo približno tako kot velikokrat doslej 7 na podlagi tega, ker sta 2 stranki čez 20-25% glasov. To se mi zdi bolj zanimivo, ne. Nekako tako, kot je bilo doslej, bo tudi odslej po reprezentativnosti in po nereprezentativnosti tisti, ki ne bodo imeli svojih predstavnikov, kar bo imelo vse določene posledice zaradi izvenparlamentarnosti političnega dogajanja, ne. Kar pa je tokrat drugačno, je zagotovo večji angažma, večja volilna udeležba, ki je vsa ta leta kazala na padec, zdaj bo pa, kot kaže, čez 60%, kar pomeni, da se zagotovo vračamo 10-15 let nazaj.
Ja, sej, prve rezultate vzporednih volitev, se pravi volilnih napovedi, bomo imeli že malo po 19. uri. No. Tisto, kar pa že vemo, pa je, da dejansko bo volilna udeležba na teh volitvah višja, kot je bila na volitvah pred 4 leti. Ne. Namreč, če seštejemo volilno udeležbo do 16. ure, pa volilno udeležbo na predčasnih volitvah, je ta že skupaj višja, kot je bila pred 4 leti. Zdaj, Andrej, ti si navajen, ne, pač iz svojega, kako bi rekel, iz svojega dela, da ker se ukvarjaš s podjetništvom, si navajen, da pač ekonomija, gospodarstvo so tiste stvari, ki nekako odločajo. Praviloma tudi na volitvah bi to naj bilo eno izmed področji, ki bi moralo šteti, ne, pri tem, ko se ljudje odločajo, koga voliti. Ti si pripravil en pregled, ne, kako so se gibali gospodarski kazalci v preteklosti pri različnih vladah, ki smo jih imeli v Sloveniji. Izvoli, Andrej. Ljuš, hvala za povabilo. Mogoče preden začnem, zdaj slišim našega mariborskega kolega. Upam, da vi mene slišite, da nimam Slišimo zelo v redu, ja, izvoli. Ja. Okay. Ja, jaz sem v bistvu začel poslušati soočanja in na soočanjih je bilo marsikaj dileme o gospodarskih rezultatih. In to se mi zdelo nenavadno in sem pa rekel, ok, če pa kaj, pa gospodarski rezultati na nivoju države ne more biti sporni in sem pač zadnje 2 tedna pred to oddajo začel gledati tudi soočanja, hkrati pa tudi te vire, ki so bili tam citirani. In sem bil res presenečen, da ali naši politiki določenih številk ne poznajo, ali jih pa namenoma samo parcialno ali pa narobe interpretirajo, kar oboje ne bi bilo dobro. In glede na to sem pol hotel si svoje mnenje ustvariti in to mnenje lahko tudi z vami delim. Predlagam, da si pogledamo, Andrej, skratka, kakšne so bile pač te rezultati gospodarskih kazalcev pri preteklih vladah. Bomo videli na ekranu, imamo pač pripravljen en graf, pa bi te prosil potem, da ga pokomentiraš. Evo, izvoli. Ja. Ok, tukaj je v bistvu iz statističnega urada slika, jaz sem samo interpretiral in sem dopisal vedno tisto polno leto, ki ga je nek premier ali pa vodja vlade slovenske zagovarjal kot svojo zadnjo leto mandata. In če prvi povzetek pogledamo, v bistvu smo imeli v zadnjih 30 letih enkrat več levih vlad kot pa desnih. Vendar takrat, ko so bile desne vlade, so bili dosti udarni rezultati. Rezultat vlade je vedno meren z enim samim kazalcem, to je koliko je družbenega bruto proizvoda na prebivalca. Jaz mislim, da je to mednarodno sprejet kazalec kot ključni kazalec blagostanja neke države in zato je to tudi, bi rekel, za mene ključni pokazatelj. Vedno je sestavljen iz 2 kazalcev, torej število prebivalcev, pa seveda tudi družbenim bruto proizvodom. To se pač meri na različne načine, stalne cene, tekoče cene. Tukaj imamo tekoče, zakaj, da lahko pač vidimo absolutno in kasneje bomo tudi videli primerjavo za posamezno leto. Če pogledamo, zakaj je kontinuiteta v naslovu, takrat, ko smo imeli kjerokoli vlado, levo ali pa desno, več kot 4 leta, ali pa vsaj 4 leta, smo videli bistven napredek, torej skok v tem kazalcu. Takrat, ko smo pa letno menjali vlade, in to se tudi zdaj v zadnjem desetletju dogajalo, je pa ta odstotek stagniral. Tako da to je ena od mojih osnovnih, bi rekel, tez tudi za gospodarske subjekte, čim manjkrat menjati, ker vsaka diskontinuiteta v gospodarsku povzroči nezaupanje in potem tudi na tej osnovi neke spremembe, ki včasih so samo spremembe zaradi sprememb in ne zaradi, bi rekel, vsebine. Tako da tukaj lahko statistično povemo, da je bolje, če je neka kontinuiteta. Moram na tej točki reči, da nisem član nobene stranke, torej tukaj ne delam nobene propagande za nikogar. Je pa tako, da je treba povedati, da to zadnjo leto, ki je bilo tako, rekel, kontroverzno diskutirano, če vzamemo Umarjevo jesensko prognozo, ki je zadnji objavljen podatek, je ta kazalec izredno skočil. To pomeni, da je, bi rekel, nek pozitiven vpliv bil.
ko sem se pogovarjal s podjetniki v Sloveniji, v raznih združenjih, tudi zdaj v okviru Expoja, ko so številni prihajali, so bili zadovoljni z tem poslovnim letom, tudi z načinom, kako pač vladni in državni okvir podpira podjetništvo. Tako da tukaj z tega strani, kar se tiče čiste ekonomike, je zelo jasno, kaj je dobro za Slovenijo. Če pa pogledamo, bi rekel, debate, ki so bile v Sočenih, je pa ta tema najmanj bila pomembna in največ tem je bilo načinov komunikacije, kdo ima zdaj laž, kdo nima laž. Jaz samo lahko rečem, da tudi, kar se tiče samih številk, je marsikatera številka bila rečena na televiziji v raznih oddajah, ki ni pravilna in te podatke, ki tukaj vidite, so uradni statistični podatki in morajo biti nesporni. Ja, vse tega smo že navajeni iz prejšnjih kampanj, da pač politiki marsikaj rečejo, kar se potem izkaže za neresnično. Predlagam, da zdaj vseeno pogledamo še v Maribor in pozdravimo našega tretjega komentatorja danes, starosto slovenske parlamentarne demokracije, bivšega poslanca, gospoda Rudolfa Mogeta. Gospod Moge, se slišimo? Prav dobro se slišimo, ja. Dobro večer in pozdravljeni premierno v naši oddaji Faktor. Zelo sem vesel, da ste me povabili. Saj mislim, bil sem 18 let v aktivni politiki od 90 do 2008 in vam lahko povem, da sem po eni strani izredno vesel zaradi tega, da smo dosegli uspehe, kot smo jih dosegli, po drugi strani, in čestitam vsem poslankam in poslancem, ki so končali 4-letni mandat, po drugi strani moram pa reči, da poslanci, o katerih danes govorimo, sploh niso izpolnili svojega poslanstva. Zakaj? Vsi ljudje in Ustavno sodišče so od njih zahtevali, da bi sprejeli tak zakon, da bi lahko neposredno ljudje vplivali na izvoljene poslance. Poglejte, koliko zakonov je že bilo vloženo v proceduro, noben ni zagledal luč sveta, razen tega zadnjega, zaradi katerih volitev ne bi bilo, če ne bi bil izglasovan, ker so samo okraje popravili. In če pogledate bistvo, to naš razvoj, načrtovanje in vse skupaj vodi bistvo politika, vse kar se tiče javnega sektorja. In tu je ogromno denarja. In poslanci bi morali sprejeti tak zakon, ki bi omogočil, da lahko svojo voljo in z volitvami nekoga izvolijo. Kot je to na evropskih volitvah. Evropske volitve so popolnoma dale drug rezultat kot te državnozborske volitve. Zaradi tega pa, ker stranke, ki so financirane iz države, poslanci, ki so financirani iz države, svoje naloge ne opravijo in imajo svoj monopol nad tem, da dajo na izvoljive okraje take poslance, s katerimi lahko manipulirajo. Zaradi tega ni večjega razvoja v Republiki Sloveniji in bilo bi zelo dobro, če bi se tega volilnega zakona enkrat resno lotili, kajti danes smo mi na tisti strani, ki govorimo in izražamo svojo voljo, medtem pa, ko pa takrat, ko pa so oni v parlamentu, pa mi skoraj nimamo nobene besede razne referenduma. In danes se bo izkazali, koliko smo ljudje in Slovenci oziroma državljanke in državljani Slovenije zreli, da presodimo, kdo sodi v parlament in kdo ne sodi v parlament, čeprav je volilna zakonodaja tako šepava, da tega enostavno kvalitetno ne moremo upraviti. In pokazalo se bo, boste videli, danes je slika ljudstva poslancev in ko jih bomo izvolili in ko jih bomo imeli zopet v parlamentu, se lahko vprašamo, a smo prav volili ali nismo prav volili in kdo je tista stranka v parlamentu, ki bo dvignila svoj glas in rekla, ljudje so naši, dajmo jim možnost, da si izvolijo poslance za svojim glasom in ki bo ta volilni zakon poskušala spraviti naprej. Zelo odličen zakon je pripravo, če se spomni zadnje čase, dr. Ciril Ribičič, po nemškem se zgledoval, pol večinskega, pol proporcionalnega in tak zakon bi bil fantastični za nas volivce, ki bi šli in bi volili. Danes, ko pa volimo v bistvo stranke,
ki so se izkazale, po mojem, to, kar ste dva kolega že prej povedala, v tem, da ne govorijo ad rem, ampak govorijo samo ad personam. To zmerjanje, ta dialog, ki nikakor ne sodi v parlament, mora enkrat za vse zginiti iz te hiše in mu povrniti tisto, kar je potrebno, da bi lahko država kvalitetno živela. In zato se mi zdi ta vaša oddaja in tudi to, da povemo, kje šepa, ne v podjetjih, kje šepa ne v javnih zavodih in to, ampak zakaj niso ljudje, ki so bili izvoljeni, izpolnili in naredili tega, da bi lahko ljudje enakopravno odločali in dajali take zakone, da bi se lahko Slovenija hitreje razvijala, kot se razvija. Ja. No, gotovo bo sprememba volilnega sistema eden glavnih ovir oziroma pač izzivov, ki bo pred naslednjo vlado. Ampak vendarle, Dragan, zdaj nekako Slovenci veljamo za pridne, ampak svet se zelo hitro razvija, pridnost zgolj ni dovolj, potrebno je tudi znanje. Jaz sem prepričan, da Slovenci znanja imamo veliko, ti si eden izmed najbolj propulzivnih slovenskih znanstvenikov. Kako ti ocenjuješ, koliko je recimo znanje bilo v ospredju zdaj pred volitvami in kaj je treba storiti po volitvah, da bomo mi znanjem lahko konkurirali tistim, ki so mogoče močnejši, večji, bogatejši od nas? No, najbrž se res vsi strinjamo, da znanje oziroma znanost je tisto, na kar se moramo nasloniti. Se mora neka država, zlasti država, ki nima veliko resursov, kot je Slovenija, mislim, da, če prav razumem, imamo vodo in gozdove, ki jih pa ne znamo prav izkoristiti, nimamo energentov, kar je poseben problem, ki nas bo gotovo tolkel v naslednjih mesecih, glede na situacijo globalno politično. Skratka, znanost in znanje, vsi imamo polna usta, tudi politiki o tem. Dolga leta je trajalo, predtem je bil na primer sprejet ta zakon, zakon o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, kar sem že omenil vsaj enkrat v podobnih, prav v tej oddaji pred meseci. To me je najbolj veselilo, to, da je bil to, mislim, da eden redkih, če ne celo edini, mogoče bo gospod Moge iz svojih 18-letnih izkušenj mogoče potegnil še kakšen drug zakon, to je bil zakon, ki je bil 100% sprejet. Se pravi, nismo se delili na levo, desno in tako naprej. Bil je plod jaz sem sodeloval vsaj 3 leta, še v zadnjem mandatu, pa potem še 2 leti sta minili, pa 2 vladi sta padli in na koncu je bil to sprejet. Tako da, če nič drugega, tej vladi se lahko vsaj to ne moremo očitati, da v tem smislu ni zakona spravila skozi. Jaz zelo upam, da bo v naslednjih letih, mislim, da v 3-4 letih se podvojijo sredstva za znanost, nekako od približno 300 milijonov na 600 milijonov, kar je strašna injekcija, na podlagi na katere lahko Slovenija upa na nek preboj. Tako da tukaj sem recimo pomirjen, je pa res, da nas čakajo veliki izzivi globalno politično in tukaj bo morala naslednja vlada dobro premisliti, kako naprej. Mi smo zdaj že nekaj let, mogoče že več kot desetletje, v nekem varnem zavetju Evropske unije, smo tudi v NATO, tako smo se odločili, ampak stvari ne grejo najbolje oziroma čakajo nas težki trenutki, tako da mislim, da mora naslednja vlada imeti več načrtov, tudi kakšne rezervne. Ja. Zdaj, Andrej, rekel si že, prej, zate je ta bruto družbeni proizvod na prebivalca, se ti zdi eden ključnih kazalcev razvoja. Ti si postavil tudi en izziv pred Slovenijo, ti imaš zelo rad izzive tako v svojem poslovnem delovanju kot tudi sicer in praviš, da naš izziv bi moral biti oziroma izziv za naslednjo vlado in še kakšno potem, da pridemo na koliko? 34 tisoč BDP, ne? Ja, preden prijemo do te številke, mogoče logika, torej, ko sem spremljal ta soočanja in debate, ki se mi zdi, da res niso ključne za Slovenijo, se mi postavlja vprašanje, kakšen je sploh cilj, trenutni cilj. Ko smo se osamosvojili, bil jasen cilj, pač želeli smo postati del NATO, potem pač EU-ja in nekje se integrirati neko večjo skupnost, ampak ozadje je bilo vedno razmišljanje, da bi nam šlo tako dobro, kakor gre zapadnim sosedom. In kateri zapadni sosedi so za nas ključni, torej 20%
izvoza Slovenije še vedno Nemčija in to je v zadnjih 30 let se ni veliko spremenilo, prej je bil še večji odstotek kot manjši. Torej, če nam je to izziv, je seveda pomembno, koliko zaslužijo Nemci, torej koliko je družbeni bruto proizvod Nemčije na prebivalca in če pač Avstrijci so nam še bližji in še njihov kazalec pogledamo, vidimo, da je zelo podoben Nemčiji, včasih še celo višji. Nisem pa vzel Avstrije za izziv, ampak sem vzel Švico, ker določene vlade so se javile ob samih začetkih in so nam obljubljale, da bomo mi druga Švica. Švica nam je pobegnila tudi Nemcem. Lahko najdemo veliko razlogov, zakaj, ampak bi rekel, en ključni je tudi, da v Švici takih debat, kot jih zadnje nekaj tednov mi spremljamo politično v Sloveniji, tam ni. Ker te bi rekel, to vrste debate enostavno za njih niso pomembne, ker oni so si to blagostanje želeli in delajo na tem, da bojo to blagostanje razvijali naprej. Vzel sem pa tudi povprečje Evropske skupnosti, ker stalno so ponavljali naši politiki, da smo med vodilnimi v Evropi in da delamo in da vidimo, da je tudi do povprečja Evropske skupnosti še en velik zalogaj, to vidite v teh odstotkih od zgoraj. Zakaj sem jih pa porazdelil po posameznih vladah? Zato, da vidimo, v katerih vladah je bil ta skok ali pa ta odstotek Slovenije v družbenem bruto proizvodu na prebivalca te sosednje države oziroma povprečja EU-ja najmanjši. In tukaj vidimo, da 2021 smo res dosegali gospodarsko rekordno leto. Tukaj je ta razlika do Nemčije in do Evropske unije najnižja. In tudi, če se pogleda po napovedi jesenske od Umarja stopno rasti, ki smo kot Slovenci na tem kazalcu dosegli prejšnjo leto, je bila ta, bi rekel, izjemno visoka. Torej, če bi na ta način nadaljevali in če bi hkrati si vzeli za cilj v naslednjih 4 letih, da dosežemo povprečje Evropske skupnosti, bi bolj prišlo do tega kazalca 34.000 evrov na prebivalca, kar je nekje 30% več kot to, kar imamo zdaj. Mi je pa to, po mojem, premalo. Torej, moja knjiga Postanite prvi na svetu je grajena na modelu Slovenije. In jaz verjamem, da naši ljudje znajo več kot samo povprečje Evropske skupnosti, ker se tudi gibam po Evropski skupnosti veliko in tudi v drugih državah in vidim, da se pri nas res trdo dela in da so določene stvari, ki jih enostavno lahko koristimo v to, da bi se Slovenija še hitreje razvila in bila tudi v mednarodnih primerjavah res med vodilnimi. Ja, zdaj, gospod Moge, rekli ste že uvodoma, 18 let ste bili poslanec državnega zbora, to je res dolga doba. Velikokrat ste takole, kot recimo danes v volilnih štabih, čakali na volilne rezultate, tako svoje kot recimo stranke. Nam lahko malo pišete, zdaj, kakšno vzdušje vlada zdaj v volilnih štabih strank, ko manjka še nekaj minut praktično do zaprtja volišč? Nekateri so odvisni in jemljajo poslanstvo kot službo. Tisti trepetajo, ali bodo prišli not ali ne bodo prišli noter. Po drugi strani pa, veste, kar jaz pogrešam pri zdajšnjih strankah, je to, da zdajšnje stranke premalo delajo z odbori, v katerih bi bili strankarski ljudje in ljudje, ki to področje po stroki najbolj pokrivajo. In odbori strank ne dajo več nekih pozitivnih trendov, da bi se država lahko razvijala. Zaradi tega poslanci, ko gredo na soočenje in na volitve, vedno poskušajo, ker niso nekateri, vsaj nekateri, dorasli tematiki, o kateri razpravljajo, se potem pač razpravo zapeljajo ne o teh stvarih, o katerih se debatira, ampak o osebah in kakšne osebe so v preteklosti naredili. In vidite, taka debata v državnem zboru je popolnoma deplasirana. Mislim pa spoštovanemu kolegu, ki je govoril pred mano, da država kot taka sploh ni ustvarila pogojev, da bi Slovenija z svojimi potencijali, ki jih ima, lahko dosti bolj pomagala pri razvoju države. Bom čisto konkreten. Na vse države, ki nas obdajajo, recimo, če se na to dam, stavijo na to, da je dobro, da ima država na rangu države vojsko, da ima policijo, da ima zunanje zadeve. Ampak razvoj pa povsod peljajo Italijani na regijah, Nemci na deželah,
Hrvatije županije, mađarski županijah, mi pa nimamo nič. Mi smo bistvo, ko delamo kot neka država, ki ima recimo, bom rekel, zdaj državno vojsko, ker ima samo desetine, parlament pa generalštab. In ta reč ne more igrati, poslušajte, mi bomo vedno bolj zaostajali. In naloga poslancev je že več kot 10 let, od leta 2008, da bi morali z ustavo zagotoviti, da bi se razvoj prinesel preko regij. In to nam manjka še in dobro bi bilo, veste, da bi enkrat vse stranke v parlamentu za dobro Slovenije, da s tujci ne bi pokupovali. Poglejte samo, kaj še imamo v Mariboru. Nič nimamo več. Včasih je bil pa center, pa če rekel Jugoslavija grdo. Ne? Nič nimamo več. Še banko so nam vzeli, še zavarovalnico so nam vzeli, nič nimamo. Še Dravske elektrarne so nam odpeljali. In vse je šlo v Ljubljano in se je centraliziralo. Tukaj pa nastopi ta ključni moment, veste, zaradi katerega stranka nočejo rešiti tega problema, kajti njim je zelo udobno, sedijo v Ljubljani, poznamo šefe strank, ki so na povsod, kjerkoli se pojavljajo pri vprašanjih merodajni, kaj se bo naredilo oziroma kaj se ne bo naredilo, medtem ko nimate pa enega, politika, ki bi za celotno Primorsko rekel, kaj naj se naredi. Enega nimate v Mariboru, ki bi za celotno Štajersko rekel in on je rekel, kaj se naredi, kaj bomo šli naprej. Tega ni. Mi imamo tu prazen zrak. In če imamo v ustavi, v 143. členu zapisano, da Slovenija ima pokrajine in jih ljudje, ki smo jih danes volimo, ki smo jih izvolili, v več kot 10 letih niso sposobni, da bi ta problem skupaj rešili z roko v roko za dobro Republike Slovenije in njenih državljanov, potem je tukaj en defekt. To namreč, da je država tako centralizirana, potegne za seboj še centralizirano strank. Kolikor poznam ljudi, ki so tu blizu nas, poznajo samo šefe strank. Kdo je ta glavni, ki vodi recimo politiko v Štajerski regiji? Vsega ni. Kdo je glavni, ki vodi Dolenjsko? Kdo je glavni, ki vodi Prekmurje? Vse ni ljudi, nikogar ni tam. In zaradi tega, ker je to sežeto v en ozek krog in ker ni nekako to po naravni liniji razdeljeno, da bi Slovenija, če že ima 2 kohezijski regiji, ki generirata razvoj, 12 razvojnih regij, in so to prazne statistične škatle, pomeni, da se delamo norca iz Evropske unije, da dobimo nekaj denarja, rešujemo pa probleme desetletje ali več ne. Vzhodna regija vedno bolj tone, zahodna gre gor. Ja, kdo je pa za to odgovoren in kriv? S pretežni večino stranke, ki ne zmorejo toliko svojega potencijala, da bi lahko z svojimi dejanji Sloveniji omogočali formalno en drug razvoj. Tako pa tonemo v tak centralizem, ki nas vleče nazaj pretekle čase. Bi moral dodati tukaj nekaj, Izvoli, Dragan, še primorski lonček tukaj. Se zahvaljujem gospodu Izvoli, Mugetu, na kratko zato, lahko ker je dodaš povedal, še pa tudi primorski lonček. Kolegu Vizeku, zato ker je s tistimi številkami, pa bi mogoče najprej povedal naslednje. Ne? Te številke 34 tisoč kot cilj, zdaj je, meni se zdi okoli 24, če leta 2000 je bilo 22 tisoč približno, pa meni da je za 8% naraslo, pridemo do teh 24, ampak te številke kot vedno statistika malo megli. Ne? Je treba povedati naslednji fantastičen paradoks, kar je dodatek k temu, kar je gospod Muge povedal. 12 statističnih regij imamo, od tega sta samo 2 nad povprečjem, in sicer Osrednjeslovenska in Novomeška, zdaj nekako se točno imenuje. Obalno-kraška, ki velja za razvito okolje, je podpovprečna na 3. mestu. Jaz sem bil presenečen, tega nisem nikoli vedel, dokler nisem slučajno to videl. Se pravi, vsi so po 22 z izjemo 2, Osrednjeslovenska ima 32, se pravi, Osrednjeslovenska je že tam, gospod Vizjak. Ne? Meni se zdi to fantastično narobe. Ne? In zdaj, če se spet vrnem k tistemu zakonu, 16 inštitutov znanstveno-raziskovalnih, ki se javno financirajo iz sredstev, je v Ljubljani. Samo eno je v Kopru in zdaj je bil en v Novem mestu ustanovljen. Kakšen prah, zaradi tega, ker so enega, tudi če je bil po politični liniji. Ja. Pa kaj potem? Slovenija lahko svoje potencijale izkoristi samo, če vsakega človeka, kjerkoli živi,
In No, sam se glede strinjam, na da to- bi morali biti, samo še ta dodatek, Ja. se strinjam, da bi morali biti, da je narobe, da sta te dve, ne, drugače bom povedal. Imamo dve regiji, samo razdelitev ni zahod-vzhod, razdelitev je osrednje Slovenska in vse ostalo, ker gospod Moge, seveda je vzhodno Slovenska manj razvita, ampak poglejte Tolminsko, še vedno se vozijo po Mussolinijevih cestah. To je taka sramota za Primorce, ki In so. kdo bo, oprosti, dragi, kdo bo odločal o tem, ali se bodo na Primorskem še vedno vozili po Mussolinijevih cestah, izveste po oglasih, Okej. tako da ne bomo iti gledalke, gledalci se vrnemo po krajšem premoru, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo bo odločal v Sloveniji po volitvah. Ostanite. Ponovno pozdravljeni v posebni volilni oddaji Faktor na TV3. Z nami so še vedno starosta slovenske parlamentarne demokracije Rudolf Moge, poslovni svetovalec dr. Andrej Vizjak in bivši rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo nam bo vladal prihodnje 4 leta. Po rezultatih vzporednih volitev, ki jih je pripravil Inštitut Mediana in sta jih objavila TV Slovenija ter Pop TV, naj bi na današnjih volitvah prepričljivo zmago slavilo Gibanje Svoboda dr. Roberta Goloba, ki naj bi prejelo več kot 35% glasov. Na drugem mestu sledi SDS Janeza Janša z dobrimi 22%. Na tretjem mestu naj bi se uvrstila Nova Slovenija s slabimi 7%, sledijo Socialni demokrati Tanje Fajon z dobrimi 6% in stranka Levica 4,4% glasov. Tik pod parlamentarnim pragom naj bi bila lista Marjana Šarca in pa tudi še Povežimo Slovenijo. Ponavljam, gre za rezultate vzporednih volitev. Prve delne neuradne rezultate, dejanske rezultate volitev bomo objavljali sproti, kot jih bo objavljala Državna volilna komisija. Prvi rezultati predčasnega glasovanja, ki ponavljam je bilo rekordno na teh volitvah, 130.000 volivk in volivcev je glasovalo na predčasnih volitvah, naj bi bili objavljeni kmalu po 7:30 zvečer. Gospodje, ali vas ta volilni rezultat preseneča, če bo seveda tudi dejanski tak, kot je sedaj po vzporednih volitvah? Mogoče, Andrej, ti najprej. Ja, preseneča me ne, zaradi tega, ker je to kontinuiteta tega, kar smo delali zdaj zadnje par let, kar nisem rekel, da je dobro, zaradi tega, ker če stalno menjamo vlado, enkrat z leve na desno in spet nazaj, vse, bi rekel, te zametke, ki jih nekje položi, kjerkoli vlada, s tem pol spet spremenimo. Mogoče tudi to poveže s to debato, ki smo imeli prej. Ja. Za mene je en ključnih problemov političnih trenutno v Sloveniji ravno ta razdrobljenost in sem iskal nekega skupnega zunanjega, ne sovražnika, ampak nek izziv, da bi povezali. Ker mi v Sloveniji zadnjih 10 let se nismo premaknili, če pogledamo družbeni bruto produkt na prebivalca, torej blagostanje Slovenije se ni poboljšalo. In zakaj se ni kontinuirano poboljšalo? Ker smo se stalno igrali z raznimi, bi rekel, internimi boji, ki so nepotrebni. Torej v vseh teh debatah, ki se jih spremljal zdaj v teh soočenih zadnje 3 tedne, nisem zasledil nekaj, kar bi res pomagali gospodarstvo, da gre naprej. In tudi kolega oba, ki sta prej sta govorila v bistvu regionalno znotraj Slovenije, jaz sem pa govoril čisto nekem drugem, da se mora Slovenija kot Slovenija pozicionirati v mednarodnem okolju in če pogledamo, gospod je rekel, da Mariborska regija je izgubila, seveda je izgubila, ker nimamo kritične mase. In zakaj smo banko dali? Ne, nismo jo dali v Ljubljano, banko smo v tujino prodali. Zakaj smo v tujino prodali? Zaradi tega, ker enostavno s tem, ko smo ves čas, bi rekel, se igrali igrice interno v Sloveniji, smo zapostavljali to, da bi zgradili neke močna podjetja, ki bi se sama lahko razvijala in to ni šlo zdaj v Ljubljano politično, ne, to je šlo v tuje roke. Zakaj zavarovalništvo? Tu zavarovalništvo v Sloveniji trenutno je pod udarom. Generali, italijanska firma je prevzela Adriatic in če se Sava ne bi združila z zavarovalnico Maribor,
bi tukaj tudi zelo šoh bili, bi imeli samo Triglav, Savo, General in na dolgi rok te velike multinacionalke premagajo te lokalne igralce. Tako da to ni zdaj neko vprašanje regionalnega razvoja ali pa ne. To je neka ekonomska logika, cel svet se konsolidira in tudi znotraj, bi rekel, regij se konsolidira. In če primerjamo Slovenijo z 2 milijonama ljudi, to je kot en München. To je kot da bi vi rekli, zdaj bi pa mogla vsaka občina Münchna imeti svojo politiko, da bi se lahko razvijala. Seveda se bori za sredstva, seveda ima določene stvari in tudi v Sloveniji sigurno je to potrebno. Ampak to ni naš ključni problem. Ključni problem je, da Slovenija stagnira in da, bi rekel, z vsako spremembo vlade se ta stagnacija, in to je tudi moja statistika lepo pokazala, spet ponavlja, ker nova vlada se pa spet išče neke programe in tako naprej. Stara vlada ni dokazala, zakaj ni izpeljala, kar si je zamislila, in potem v bistvu noben ni odgovoren za nič. Tako da iščem nek skupni imenovalec in to je ta, bi rekel, en kazalec, ki za vsako državo merodajen, in to mi ne bo noben rekel, da to ni edini kazalec ali pa najpomembnejši kazalec razvoja držav. Družbeni bruto proizvod na prebivalca mora rasti in potem tudi World Bank meri revne države in jih loči od bogatih držav, ker je to ključen kazalec in mi ga zapostavljamo in mi manjka to kot cilj in da se temu cilju druge stvari potem prilagajajo in se pač tudi dela na stvarih tako, da se ta cilj doseže. In če smo pod EU-jem 30%, je to za mene slab znak, ker smo se sami sebe hvalili, da smo že veliko daljši, da spadamo med najboljših 5 in ne vem kaj še vse. Mi smo 30% za evropsko, ali pa manj imamo kot Evropska unija in zaostajamo za Nemčijo in za Švico pa ogromno. In to razliko bi jaz rad premostil in zato se zavzemam za to, da se bi nehali sami sabo ukvarjati, ampak da bi rekli, ok, kaj nam pa manjka in kaj bi mogli narediti kot država, da bi se lahko razvijali naprej. Dragan, rekli smo, če bi vzdržali te rezultati vzporednih volitev, potem bi imeli po volitvah v parlamentu samo še 5 političnih strank, bistveno manj, kot smo bili navajeni do sedaj, ne? Ja, še en moment, ko sem gledal rezultate prejšnjih volitev, izkaže se nekako, da četrtina strank pobere približno 3/4 vseh glasov. To je nekako skladno z nečem, če se reče v ekonomiji Paretov princip, ne. Tako da to je tisto, iz česa izhaja tudi 1% ljudi ima pol bogatstva na svetu, če naredimo iteracijo nekajkrat, tam sicer velja 20%, 80%, ampak če recimo, da je to malo gibajoče, pa je lahko tudi, ni ravno 20-80, da je recimo 25-75, očitno kot je pri nas. Samo glede na to, da je veliko teh strank pod 5. mestom, ne, in zato imamo samo eno, ki utegne, tako po teh podatkih še priti noter. Iz tega potegnem, da je te nereprezentirane populacije je več kot 20%, kar je prvič v zgodovini slovenskih volitev. Tako rekoč izgubljenih Mislim, da je doslej največ bilo 12% nereprezentiranih. To utegne biti problem, če ne bodo znale tiste stranke, ki bodo vodile vlado, nekako privzeti tudi pričakovanja tistih, ki ne bodo reprezentirani. Zlasti je treba vedeti, mogoče ena stvar, vedeti je treba, da v Sloveniji bi bilo vsaj dobra tretjina, če ne celo več, ki je imela drugačno mnenje o covidu kot pretežni del populacije in del populacije v Sloveniji tudi ima drugačno mnenje do ukrajinsko-ruskega konflikta, ne? Kjer pač kot del Evropske unije in NATO sledimo nečemu, neki določeni politiki. In tukaj bi se mogoče navezal na gospoda Vizjaka. Indici so, oziroma kakor prihajajo do mene novice, v Nemčijo skrbi, kako bodo sankcije delovale, če ne bodo to kot bumerang, kar bi utegnilo imeti negativne posledice tudi za Slovenijo, katere gospodarstvo je tako odvisno od nemškega gospodarstva. No, tukaj bi jaz še nekaj tudi dal. Sam še da zaključim, to kar pomeni, da ta BDP, ki ga želimo povečati, utegne imeti neke ovire na poti morebitnega povečanja. Izvoli, Andrej. Ja, torej zdaj s tem, rekel, konfliktom Ukrajine se javno mnenje zelo obrnilo eno smeri, to so sankcije Rusiji. Ampak slovenska podjetja 3% vsega izvoza Slovenije je Rusija. Kdo se je pa s tem belo glavo, kdo se je ukvarjal s tem, kdo bo nadomestil te 3%, kako bojo
kdo bo pomagal tem slovenskim podjetjem, ki zdaj zaradi svojih sankcij ne morejo več dosegati tega prihodka. Tako da eno so, bi rekel, kratkoročne stvari, eno so dolgoročne stvari. Če bi se mi za vsako krizo toliko ukvarjali, kot zdaj za Ukrajino, potem bi izgubili velik cilj osamosvojitve Slovenije izpred oči. In to je lahko velik cilj dolgoročno, da Slovenija doseže nek prag EU-ja oziroma doseže nivo blagostanja Nemčije. To je dolgoročni cilj. Seveda, do tja moraš pa reševati kratkoročne. In konkreten kratkoročni, ki mi je tudi manjkal zdaj v teh debatah, vsi so rekli, ok, kako bojo šle cene energentov gor, ker ne nabavljamo iz Rusije ali pa iz Ukrajine, ker ne moramo. Kako pa vsi naši izvozniki, ki so pa odvisni, no in lahko primeram, ker se pač gibam po celem svetu, kako bi rekel, druge države razmišljajo. Sem se prejšnji teden srečal z generalnim direktorjem LG-ja, pa bo rekel, ok, politično Koreja ni primerjave za Slovenijo, ampak ekonomsko pa je, ker smo vsi na istem globalnem trgu. In on je meni rekel, da se oni distancirajo od tega vprašanja zato, ker si ne more privoščiti Koreja, da bi njihovi 4 paradni konji, LG, Samsung, da ne bi izvažali po celem svetu. In ta vprašanja se pa ne v Nemčiji, ne v Sloveniji niso postavila. Kaj bojo pa ta podjetja, ki so pa odvisna od teh trgov? Kaj bo delala Krka, ki je odvisna od ruskega trga? Kdo bo pomagal Krki, zdaj, ko so te sankcije? Zdaj, če držijo rezultati teh sporednih volitev, bojo to vprašanja, ki jih bojo verjetno ta podjetja najprej naslovila na dr. Roberta Goloba, po rezultatih sporednih volitev očitno prepričljivega zmagovalca današnjih parlamentarnih volitev. Gospod Moge, vi ste svojo parlamentarno pot zaključili leta 2008, ne? Po letu 2008 imamo se zgolj z izjemo volitev leta 2014, zmerom pač stranka novega obraza, novih obrazov dobi volitve. Ne? Kako vi to komentirate? Zelo sem proti temu. Namreč, če hoče stranka dobro funkcionirati, mora imeti prvič svojo bazo, mora imeti svoj program, mora biti ljudem toliko blizu, da bo točno vedeli, za koga voli in kaj se bo v tistem prihodnem obdobju zgodilo. Stranko pripraviti nekaj mesece pred volitvami, se pa že pokazalo, da je bil potem en dizaster. Jaz želim dr. Golobu, kolikor bojo napovedi prav, da bi Slovenijo potegnil naprej in da bi dobili nekoga, na katerega bi imeli zaupanje in da je toliko sposoben, da bo lahko določene projekte tako peljal, da bo tudi dr. Vizjak zadovoljen z tistim brutom družbenim proizvodom, kar se mi zdi, da je ta glavna reč. Ampak, dr. Vizjak, poglejte, kam so šle Dravske elektrarne? V Ljubljano, zakaj? Da so se gradile Savske elektrarne, nič ni tu ostalo. Banka je šla tja, kaj se s to banko zgodilo? Veste, kakšni dobički grejo stran in Slovenija se pod nosom obriše za te dobičke. Kaj se zavarovalnico, zakaj ste vzeli, oziroma zakaj so vzeli? To država bila tista, ki je o tem odločala, oziroma njeni. In to je šlo, ampak dr. Vizjak, vi ne veste, koliko tisoč ljudi se vsak dan iz Maribora mora voziti v Ljubljano, da tam upravlja službo. Ampak to še ni vse. Koliko tisoč, več tisoč, se vsak dan iz Maribora vozi v Graz in v avstrijska mesta, da dobijo tam zaposlitev in to ni noben razvoj. In zato še enkrat poudarjam, poslanci so odgovorni in krivi za to in morali bi narediti to, da enkrat ta gordijski vozel regionalizacije Slovenije izvedejo in da so regije tisti, ki bodo diktirali razvoj, ne pa ministerski predsednik, pa en minister, ki namesto, da bi razvoj širil pa delal, potem ga imamo tam kot neko, oprostite izrazu, nočem biti žaljiv, neko kreaturo, od katerega nima država skoraj nič. In to se nam pogosto dogaja in zaradi tega so ljudje bili toliko razočarani na tako politiko in še nad vodilnimi ljudmi v tej politiki, ki že več kot 30 let so v špici te politike in imajo najbolj občutljive primere, čeprav so nekdaj bili člani Zveze komunistov, mi imamo še na čelu vlade nekdanjega komunista, imamo na čelu države nekdanjega komunista. Jaz pa pravim, da smo toliko denarja vložili v izobraževanje
toliko, da je mlada generacija, ki prihaja, zahvaljujoč univerzam, srednjim šolam in onim, toliko sposobna, da so se zmožni kosati z vsemi v Evropi. In zadnjič sem se pogovarjal z avstrijskim kolegom, ki je bil tu na obisku, je rekel, Avstrijci vam zavidamo, ko so mednarodne primerjave o izobraževanju bile narejene, da smo jih prehiteli. Pa še Nemčijo v nekaterih predmetih in tako naprej. Se pravi, smo kvaliteta imamo, samo dajmo tem mladim ljudem možnost, da bo kaj naredili. Jaz se pustim presenetiti in bi bil srečen za Slovenijo, za ljudi v Sloveniji. Zelo srečen, če bo dobo zdajle gospod Golob v roke žezlo, da bi ta mlada generacija pometla z starimi vzorci, ki so ljudem že prišli na vrh glave in da bi se začeli v Sloveniji na enem drugem nivoju politično razpravljati in sprejemati pametne politične odločitve, ki bi tej državi in njenim prebivalcem zagotavljali kvaliteto. In zato je, tako kot sem rekel popolnoma na začetku, danes obračuna. Naj politične stranke sebi pregledajo, kaj so naredile, in kaj to pomeni tak fiasko na volitvah za nekatere, da so ljudje že začeli gledati in se aktivno vključevati v to, da bodo zahtevali, posebej mladi, od politike to, kar se od njih vsak dan pričakuje. Ja, zdaj, veliko smo se pogovarjali o naši vdaji pred volitvami, da glede na izzive, ki čakajo Slovenijo in svet, tako rekoč, vse, da ne bi ponavljali, pač vojna v Ukrajini, energetska kriza, ki bo očitno sledila, verjetno tudi kakšna gospodarska kriza in tako naprej, 2 leti pandemije, kjer smo se mnogo naučili, ki je tudi prizadela zelo svet, da bi potrebovali v Sloveniji neko močno, široko vlado široko podporo. Dragan, ti si že rekel, če bojo ti rezultati obveljali v sporednih volitev, tudi na dejanskih volitvah, kar en dobršen del volilnega telesa v državnem zboru ne bo zastopan. Če pa bi ti rezultati obstali, kakršni so, bi praktično zgolj 2 stranki, se pravi Gibanje Svoboda in Socialni demokrati, že lahko sestavili sami vlado, ne bi potrebovali niti stranke Levica. Vkolikor bi prišlo do take monolitne ideološko iz enega političnega bloka vlade, kaj ocenjujete, kaj bi to pomenilo za prihodnost Slovenije? Mogoče še eno mojo bolečino, jaz imam to provincialno bolečino, zato glede centralizacije, decentralizacije, pa imam pa še... Čeprav Robert Golob je s Primorske, se pravi ta tvoja provincialna bolečina je zdaj malo milejša. Glede centralizacije, ja bomo videli, kaj bo, pa še z mojega konca je tam, kjer so starši moji iz Goriških Brd, bomo videli. Skratka, prva bolečina je ta, da sem vedno si mislil, da zakaj ne moremo tako kot Nemčija in Avstrija preseči vse te delitve med levim in desnim, če zmorejo tam veliko koalicijo, zakaj tukaj ni možna koalicija SD-SDS. Očitno se to nekako, namesto da bi se leva in desna stran združila preko mostu, se vzpostavlja preko teh plavajočih volivcev v neko umestno stran, kot je zdaj Gibanje Svoboda, kot je bil vlogo, ki je nekoč igral LDS. Mi zdi, da situacija je zelo podobna volitvam, če se ne motim, je bilo to leta 2000, mislim da, kjer je LDS imel to bo gospod Moge bolj vedel, mislim, da je imel tam nekje okoli 35% tudi, in je potem, če se ne motim, je bila vlada, kjer je bila leva stran pa desna stran. To bi se mi zdelo zelo pametno, NSI, SD in pač zmagovalec, da bi se vzpostavila ta povezava med obema poloma v Sloveniji. Tako da je pa res, da lahko tudi samo ena stran sestavi vlado, ampak bolj kot levo-desno, se mi zdi, da v prihodnosti, že danes in v naslednjih dneh letih, je razkol ni levo-desno več, ampak je razkol je globalno, tisto, kar je globalno, je pa namesto lokalno, bom rekel, samo upravno. Vse več je razkola, kar se vidi tudi v COVID krizi, naprimer, kjer so bili nekateri diktati, ki so jih nekateri ljudje imeli kot diktate WHO-ja, je pač ta globalna agenda, vse iz enega konca se odloča o celem planetu, po drugi strani pa ljudje si želijo tudi neke moči samoupravljanja. Vsaj jaz sem tako naučen bil, da za nekatere stvari pa lahko sami v neki lokalni skupnosti poskrbimo.
Andrej, Še nekaj, Ja, izvolite, gospod Moge, ste hoteli kaj dodati? še nekaj čaka, ne, bodočega mandatarja, kolikor bo to gospod Ja. Golob. Jaz mislim, da pridemo v en, bi rekel, ekonomsko nepredvidljiv čas in bo zelo težko na podlagi teh kazalcev, ki so jih ljudje povedali v razpravi na razpravi volitev, da bo zelo težko vodil potem te stvari naprej. In kar se tiče razdvojenosti v Sloveniji, še vedno, pa oprostite, gledam, še vedno velja ne levi, desni, ampak še vedno velja religiozni in nereligiozni. In ta koncept bi se enkrat pri nas moral nehati in to predvsem zaradi tega, da bi lahko bolj živeli. In zato jaz polagam vse upe na mlado generacijo, ki tega niso doživeli. Dosti jih bo tukaj, ki sploh bodo vedeli o drugi svetovni vojni, kaj se je zgodilo iz nekaterih učbenikov in upam, da bo ta razkorak, ki je vedno klal Slovenijo in Slovence, enkrat premagan. Ne moremo skozi živeti razdvojeni eno in drugo stvar, še hujše pa je, kar se pa meni zdi, da politika to razdvojenost zlorablja za dosego nekaterih svojih ciljev. In to je najhujše. In zato po teh volitvah, če bo dr. Golob res poskušal Slovenijo peljati na tak način, da se bomo pod narekovajem rečeno zbogali, da bomo en z drugim bolj tolerantni, da bomo imeli globalne cilje in vsebinske cilje, ne pa samo političnih ciljev, da potem se nam obeta sveta prihodnost. Poglejte, leta 1991, ko smo šli na svoje, se nam je vse sesulo. Od gospodarstva do vsega, jugoslovanski trg je propadel, zunaj ni bilo, ampak smo preživeli in smo na novo sestavili. In zato jaz verjamem v ta narod, ki je bil več kot 1000 let pod tujim jarmom, zdaj ko ima svojo državo, da je s svojimi ljudmi sposoben državljankam in državljanom zagotoviti prvič večji status oziroma večjo ekonomsko realnost in pa da jim je zagotovljen tudi z svojim obnašanjem zagotoviti to, da bodo po dajah lahko šli mirno spat, ne pa da še ga drugi dan glava boli, ko posluša nekatere debate, ki so bile sprožene strani mojih kolegov v državnem zboru. Andrej, ti zelo dobro poznaš Nemčijo, tam predavaš, bil si član uprave enega največjih nemških družinskih podjetij. Tam imajo, kot je bilo prej rečeno, izkušnje s temi velikimi z koalicijami, če hočeš črno-rdečimi. Kako ti vidiš te koalicije in kaj bi recimo taka koalicija prinesla lahko v Sloveniji? Jaz bi rekel, da trenutno rabimo predvsem zaupanje v kakršnokoli vlado pač bo, da bo stabilna in da bo kontinuirana. V zadnjih 10 letih, ko smo tokrat zamenjali vlade, se je v slovenskem gospodarstvu postavil, ker nekako iz te javne diskusije je šel. Torej, naše gospodarstvo obvladujejo družinska podjetja. 70 000 družinskih podjetij je, rekel, večji del slovenskega družbenega bruto proizvoda. In na to skupino, če smo prej govorili regionalni razvoj, centralni razvoj, lahko govorimo državna, pa državni sektor, pa družinska podjetja, privatni sektor. Ta privatni sektor nosi gospodarstvo in kjerkoli vlada bo zdaj vladala, ne vlada dolgo in ne temu privatnemu sektorju omogoči, da se tudi dolgoročno razvija. Ne mu, bi rekel, omogoči financiranje, davčne olajšave, stvari, ki jih rabijo, da bo mednarodno konkurenčni in bomo bolj tudi skupni cilj dosegli. Predvsem pa vidim tudi velik potencial v tem, ker je veliko danes še sive ekonomije v Sloveniji, da bo ta vlada to rešila, ker tudi velik del tega, bi rekel, razkola med EU-jem pa med Slovenijo, ko smo rekli 30% razkola, je, da smo še premalo produktivni, je zato, ker naši ljudje veliko stvari še delajo na črno. In če se bo to lahko ta siva ekonomija pretvorila, smo že velik korak naredili. Ta drugi korak je pa to, da teh 190 000 ljudi, ki so zaposleni v javnem sektorju, da jih preobrazimo, da jim damo možnost, da se tudi oni podjetniško razvijajo. Poznam ogromno slučajev, ko so ljudje, ki so bili v državnih službah, imeli, bi rekel, poslovno idejo in so naredili svoje podjetje. Torej, vse te ljudi naredimo produktivne in bomo imeli regionalni razvoj.
Grem stav, da tudi v Mariboru je veliko podjetij, ko jaz sem jih nekaj zdaj spoznal, ker sem pač tam od vašem koncu na Štajerskem hišo gradil in vidim, da so dobra podjetja in sem jim tudi omogočil, da na nemškem trgu prodajajo mojim klientom, zaradi tega, ker so konkurenčna. Ampak, bi rekel, taka podjetja potrebujejo, bi rekel, nek zagon, neko stabilnost, predvsem pa, da se ne ukvarjajo z tem, kako jih bo neka inšpekcija lovila ali pa da bo imeli neke druge probleme, ki se še prepogosto v Sloveniji dogajajo. Ja, predlagam, da si vzamemo še en krajši premor, ampak ne nam gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo nam bo vladal prihodnje 4 leta in takrat tudi upamo že s prvimi neuradnimi delnimi rezultati Državne volilne komisije. Ostanite. Še enkrat toplo pozdravljeni v posebni volilni oddaji Faktor na TV3. Z nami so še vedno starosta slovenske parlamentarne demokracije Rudolf Moge, poslovnež in poslovni svetovalec dr. Andrej Vizjak in bivši rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo in kako nam bo vladal prihodnja 4 leta. Po rezultatih vzporednih volitev, ki sta jih objavili RTV Slovenija in Pop TV in jih je pripravil Inštitut Mediana, je prepričljivi zmagovalec današnjih volitev Gibanje Svoboda dr. Roberta Goloba. Upamo pa, da bomo pred koncem oddaje lahko že objavili tudi prve delne neuradne rezultate dejanskega glasovanja, ki jih bo sporočila Državna volilna komisija. Gospod Moge, ponavljate se mi zdi ves čas oddaje, ne? Se pravi decentralizacija, regionalni razvoj in pomiritev delitve duhov. In volitve. In volitve. In poštene volitve, ja, se pravi, jaz se opravičujem, sprememba volilnega sistema. To nekako se vam zdi, da so 3 ključne stvari za prihodnji mandat, ne? Ja, za politiko. Za politiko. Politika bi morala to najprej rešiti. Poglejte, kaj se dogaja. Postal je nacionalni šport v Državnem zboru, to, kar so danes volivci zelo hudo kaznovali. Sem šel na volitve, bil izvoljen v eni stranki. Ampak glasove, ki sem jih dobil, ni dovolj v volilnem okraju oziroma volilne enoti, da bi prišel noter, ker sem imel največji koeficient, so mi dali še drugi kolegi, ki so tam dali glasove, pridem in postanem poslanec. Potem pa sredi mandata vidim, da mi ne gre dobro, ali pa da se več ne strinjam s politiko in etično in pošteno do volivcev bi bilo, da bi odstopil, da bi šel ven, ne pa da iščem drugo stranko, pri kateri bom zopet lahko po volitvah izvolil v kraj in bom zopet izvoljen. To je postal nacionalni šport. Pa v tem mandatu se pa zgodilo še nekaj drugega. Celo 2 stranki, ki zdaj verjetno ne bo ta prišla not, to je Desus in pa SMC. Če bi sam šel na volitve, ne za konkretnim, zagotovo ne bi prišlo noter, ker sta prevarala volivce. Vse to smo vsi videli. In jaz sem vesel, to je praznik demokracije, da volivci take zdrse strank kaznujejo. In da stranke tudi v tem oziru, da v svojem diskurzu, ko predstavljajo svoje videnje volivcem, da imajo nek standard, ne pa da stranka non-stop žali nasprotnike, non-stop žali drugače misleče, to nikamor ne vodi. Že star slovenski izrek pravi, kdor o drugem samo slabo govori, sam kaj dober ni. In to se je pokazalo. Volivci so to kaznovali danes. Jaz sem to pričakoval. Res pa je to, kar ste, gospod Pertinač, prej omenili, da je bila volilna kampanja silovita. Silovita in da so z vsemi topovi, z mediji, z javnimi nastopi, z civilno družbo in vsemi ostali poskušali dobiti čim boljši rezultat na volitvah. Zdi se mi, da bo v zgodovini nekoč zapisano, da so to bile prelomne volitve, ki so opravile z staro generacijo politiko in dale priložnost novim, da Slovenija popelje v lepšo pot. Dragan, zdaj, če nadaljujejo tam, kjer je gospod Moge zaključil, volilna kampanja
vidimo, ne, če vzdržijo ti rezultati vzporednih volitev, prepričljivi zmagovalec Robert Golob in njegove Gibanje Svoboda. Zdaj, zvedeli smo številne stvari, številne afere, domnevne nepravilnosti so prišle na dan v zvezi z Robertom Golobom v tej volilni kampanji. Ne. Mediji, ki so blizu dosedanji vladajoči stranki SDS, so ga poskušali prikazati v čim grši luči. Videl sem tudi en članek, kjer so celo objavili fotografijo, fotomontažo Roberta Goloba kot vampirja, ne, kot grofa Drakulo. Zdaj, kolikor vidimo po rezultatih vzporednih volitev, vse to ni nekako prineslo nekih posebnih rezultatov. Zakaj? Kako ti to komentiraš? Najprej, jaz sem matematik, nisem psiholog, sem pa Nisi imel pa izganjalec brata psihiatra, vampirja. tako da nekaj sem se naučil. Nisi lovec na vampirje. Ja, Okay. V Sloveniji velja, da biti žrtev ni slabo. Ne? Tako da tisti, ki preveč močno napadajo, ne dosežejo svojega cilja. To je ena stvar. Ne? Mene čisto osebno te afere niti niso toliko zmotile, oziroma sam ne vem, kako naj sploh tisto, kar mediji prezentirajo, eni ali drugi, ima vedno eno določeno rezervo, glede na to, kaj se je vse meni dogajalo v 8 letih rektorstva. Za nekatere stvari sem eksplicitno vedel, da niso bile take. Ne? Zato, ker sem vedel, kako je bilo, ker sem bil sam udeležen. Tako da tukaj imam neko rezervo. Mene pravzaprav najbolj skrbi nekaj drugega pri gospodu Golobu, pri doktorju Golobu. To bom čisto en drobec, ki sem ga zasledil na videu na enem od teh mrež, in sicer, ko so ga vprašali, katere 4 ljudi, oziroma na katere bi se naslonil, dobesedno ne znam ponoviti, pa je enega od teh svetovnih modrecev je omenil gospoda Hararija, Yuval Harari se mi zdi, ki velja za nekega vrhunskega intelektualca, saj za globalne elite. Mene to najbolj skrbi. Namreč, če si vi ogledate videa, kaj govori ta človek, ne? Vidite, da ima njegovo mnenje o človeštvu ali pa o ljudeh ali pa o določenem delu ljudi na našem planetu, nima najboljšega mnenja. Ima jih za, bom povedal v angleščini, pa poskušal povedati, hackable animals. Ne? Se pravi, mi smo živali, ki se jih da poljubno programirati in reprogramirati. Za nekoga, ki ima tako vzvišeno, arogantno in ponižujoče mnenje o soljudeh, jaz sam ne morem o njem imeti do tega človeka nekega zaupanja. Upam samo, da je bilo to malo bolj bežno povedano in da v resnici se ne bi naslonil nanj, ko bo peljal Slovenijo v boljše čase. Svetovali njegovi svetovalci za medije. Ja, recimo, ne, da bo mogoče si pogledal te videe, ki so res zastrašujoči. Ja, upamo to vsi, posebej še, če gre za bodočega predsednika vlade. Pa če gre za Slovenijo, ker konec koncev mi smo tukaj neka 2-milijonsko ljudstvo tukaj pod Alpami in ob Mediteranskem morju in nas konec koncev ni treba, da nas zanima, kaj si misli Harari Yuval. Ja, absolutno. Andrej, zdaj po vseh nekih objektivnih kriterijih je vlada imela dobre gospodarske kazalce, skozi epidemijo smo prišli pač v okviru možnosti relativno v redu, se mi zdi niti ne bistveno boljše, niti ne bistveno slabše kot ostale primerljive države, pa vendarle po rezultatih vzporednih volitev, če zdržijo tudi na dejanskih volitvah, je vlada doživela veliko nezaupanje volivcev na teh volitvah. Obe vladni stranki, ki bi naj še prišli v parlament, sta poslabšali rezultat, medtem ko pač povežemo Slovenijo, se pravi stranka Konkretno z številnimi sateliti izven parlamentarnimi, pa po teh rezultatih celo ne. Kako ti to komentiraš? Ja, jaz bi rekel, da te volitve so bile volitve za gospoda Janšo in proti gospodu Janšo, da sploh, tudi ko sem si ogledal program od gospoda Goloba, ni bilo noter nekih lastnih smernic, ampak bolj bi rekel reakcija na desimpatijo, ki jo gospod Janša pri določenih skupinah našel. Tako da jaz upam, na to, kar sem videl pri GEN-I-ju, ki je pač dosti bilo pozitivno vodeno podjetje, da bo prisluhnil tudi stvarem, ki so bile dobre. Ker jaz mislim, da kar je zdaj, kjer si je naredila ta vlada zdajšnja simpatije, je v privatnem sektorju pri teh 70 000 družinskih podjetjih
ki so na nek način dobile določene olajšave, določeno podporo in mogoče tudi določeno fleksibilnost. Jaz mislim, da tukaj je ravno energetika, iz katere gospod Golob izhaja, je en redka panoga še, kjer Slovenija vlada z državnimi podjetji strukture in to je izjema ta panoga. V številnih drugih panogah v Sloveniji prevladujejo privatna družinska podjetja, ki delujejo po drugih principih. Tako da jaz upam, da si bo vzel čas in se res poglobil tudi v ta del, pa večino tega dela, ki je zdaj to slovensko gospodarstvo in bo za ta gospodarski privatni del naredil program, mu tudi z veseljem pomagam pri tem, ker vidim, da je določen zagon v slovensko gospodarstvo, ravno družinsko podjetništvo doseglo v zadnjih letih in bi bilo škoda, če bi zaradi preveč, bi rekel, nekih zdaj socialističnih idej, ta del zgodbe, ki nas bo sigurno naprej peljala, vodila. Mi smo malo zamudili vlak, torej, če sem prej omenil Korejo, Koreja se fokusira na 4 velika podjetja, Kia, Hyundai, Samsung pa LG in to so paradni konji, ki vleče celo korejsko gospodarstvo navzgor. Mi teh paradnih konjev več nimamo. Mi smo jih prodali, kot so prej kolegi rekli, in moramo staviti, bi rekel, na številne male konje. Številne male konje v številnih panogah, ki pa so konkurenčni in ki iz lastne moči lahko veliko naredijo, če jim rešimo okolje. Mi je bilo tudi všeč v programu od gospoda Janša, ki nam je dal obet, da bo pravni sistem 6+3+3. To pomeni, da pravni spor bi mogel biti v 12 mesecih rešen. To pogrešam, pa tudi, ko je bil gospod Cerar, ki je pravnik, premier, ni uspel tega rešiti. Še vedno so v Sloveniji pravni spori vlečejo leta in leta in to se zaostalo. Torej, določene stvari, ki so bili zdaj na mizi, pa so jih rešili, jih niso rešili, so to samo gole besede ali ne, so se mi zdele smotrne in zato pravim, da bi bilo fajn, da se nekdo zave in to tudi, bi rekel, verjetno gospod Golob izkušnje v GEN-I-ju ve, da se da iz javnega sektora več narediti, da se da ti ljudi, da ustvarjajo družbeni bruto proizvod, preusmeriti, izobraziti in predvsem tudi dati tem številnim podjetnikom v Sloveniji tak okvir, da se bo lahko naprej razvijal. Gospod Moge, vi ste bili 18 let, mislim, da poslanec v Državnem zboru od leta 90, Janez Janša je tudi od leta 90 na vsakih volitvah, zdaj je ponovno nastopil na volitvah kot predsednik vlade, po rezultatih vzporednih volitev naj bi volitve prepričljivo izgubil. Kaj vi z lastno izkušnjo, pa s tem, ko spremljate, prepričan sem, politično pot Janeza Janše, mislite, da ta rezultat pomeni za njegovo nadaljnjo politično kariero? Pravim, da drugi najpomembnejši adut premijeja je, da si izbere okoli sebe ljudi, ekipo, ki jim ljudje zaupajo, ki jih ljudje spoštujejo in ki imajo toliko znanja, da peljejo stvari po eni normalni poti naprej. Jaz mislim, da je on imel nekatere ministre, ki so namesto, da bi ljudje združevali, da bi delali naprej, da so poskušali z svojimi dejanji razdvajati ljudi do te mere, da so ljudje postali alergični na te stvari. In je dost tega tudi na tem, ne na gospodu Janši, ki se je trudil z najboljšimi močmi Slovenijo peljati po pravi poti, ampak da je velik del krivde tudi na njegovih sodelavcih, nekaterih, ki so vsaj za moje pojme, in koliko sem lahko opazoval, popolnoma katastrofalno vodili nekatere stvari. Še več, lahko so bili celo žaljivi do ljudi ali pa so celo šli v sodne spore z ljudmi, kar si politik visokega ranga ne sme nikoli privoščiti. In zdi se mi tudi to, vse veste, kako je v življenju, vsakega se enkrat naveličajo. Ljudje so ga gledali kot velikega junaka osamosvojitve Slovenije, kar mu gre velika zasluga, dosti je naredil takrat za te stvari, pol pa je vsako leto ali zgubil, redko kdaj dobil, te stvari peljal naprej, ekipe so se menjale, dosti dobrih ljudi, ki so ga nekdaj spremljali in so mu pomagali, se je nekako odstranilo od dr. Breca, pa tak naprej se imate cel kup, še Ivo Hvalica lahko menim. In vidite, zaradi tega, ker ni imel take ekipe,
ki bi bila kos položaju na eni dostojni ravni interpretirati svojo politiko in rezultate, tudi zaradi tega je tak rezultat, kot je tukaj. Ni izključno na njemu, izključno je na celotni njegovi ekipi. Tu bomo morali pogledati, kaj treba spremeniti. Dragan, ko je gospod Moge omenil ekipo, nekako smo navajeni, da pač ekipe pri nas itak, kot je bilo že rečeno večkrat v današnji oddaji, pogosto menjamo, po drugi strani pa, da vedno znova rekrutiramo nove igralce. Zdaj, glede na rezultate vzporednih volitev je za pričakovati, da bo velik dobršen del, če ne celo velika večina državnega zbora, bodo spet neki novi poslanci, skratka neki začetniki v narekovajih politični. Tudi pri vladnih ekipah vidimo, imamo v vsaki naslednji vladi imamo praktično več nekih političnih začetnikov, ki se jim to pol tudi roko na srce pozna pri njihovem delu. Kaj ti praviš na vse to? Dobro, nekaj teh novih je generacijski moment tukaj, ampak mislim, da vsaj volivci, ki so več kot 30%, kot kaže, namenili Gibanju Svoboda, so to bivši volivci, nekoč po provenienci verjetno LMŠ in SAB, oziroma Pozitivna Slovenija, oziroma LDS nekoč, pa zares. Pa SD tudi verjetno, glede na... Ja, SD glede na to, da je od svojega, to je minimum vseh minimum, če se prav spomnim. Nikoli mislim, da je leta 2018, da je bilo še, 2014, da je bilo še malo manj, ampak tam nekje... Celo manj kot ja, tu nekje. Skratka... Je pa res, da je slabše kot na prejšnjih volitvah. Ja. Tam so imeli okoli 10, tako da sklepam, da nekaj novincev sicer bo, ampak drugi so pa tudi mogoče že imajo kakšne izkušnje z delovanjem iz prejšnjih sorodnih strank, bi rekel. Tako da delno bo to res, da bodo novinci, ampak vse prav, da so novinci, leta grejo naprej, pa naj mladi prevzemajo. So zelo sposobni mladi ljudje. Naprimer, to je dokazano tudi v delovanju v znanosti na univerzah, so mladi ljudje, ki so obeh spolov, ki so sprejeli določena delovna mesta, obveznosti in jih zelo, zelo dobro peljejo. Ja. Andrej, zdaj, če poskušamo pomagati tismu, ki bo vodil prihodnjo slovensko vlado, kdorkoli že to bo, zdaj zaenkrat kaže, da bo to dr. Robert Golob. Ti si verjetno velikokrat sodeloval v nekih kadrovskih procesih, kjer je bilo treba najti ustrezne ljudi in jih postaviti na prava mesta. Kaj bi ti svetoval bodočemu slovenskemu premierju, po kakšnih kriterijih naj si izbere svoje najožje sodelavce? Ker nekako se mi zdi rdeča nit pač te današnje oddaje ena izmed tudi ta, da ni vse samo v prvem človeku, ampak je posebej za Slovenijo zelo pomembno, kakšno ekipo si okrog sebe ustvari. Kaj bi mu ti recimo svetoval? Jaz bi njemu svetoval, da se usmeri v prvi liniji na gospodarstvo, iz katerega tudi on izhaja. In če sem prej rekel, da je moja vizija, da v tem mandatu dosežemo vsaj povprečje Evropske skupnosti, bi mu svetoval, da si tudi ta cilj postavi kot, bi rekel, svoj ključni cilj. Z njim bo tudi integriral lahko širše, zaradi tega, ker si bomo vsi Slovenci od tega obetali, da bo večje blagostanje, če bo družbeni bruto proizvod na prebivalca zrastel za 30% v tem mandatu. Kako ga bo dosegel? Dosegel ga bo tako, da bo na določene panoge stavil, to pomeni, jaz bi naredil neke panožne ekipe, torej ne funkcionalno kot vse druge, da potem na enem ministru Počivalšku potem celo gospodarstvo sloni, ampak da res rečemo, ok, nekdo, ki se ukvarja z infrastrukturo, naj res razvije naprej, rekel, podjetja v tem in tudi ne samo državna podjetja, ne skrbi tudi za ves ta ekosistem privatnih podjetij, katere je politika izredno zanemarjala v preteklosti. Tako da tukaj bi jaz stavil na gospodarstvo, potegnil ljudi iz gospodarstva in jih potem tudi na tak način po panogah. Isto z zdravstvenim sistemom. Tukaj je treba nek praktik, ki se spozna na zdravstveni sistem, tudi na industrijo, skozi bilo govora o korupcijah in tem drugem, kako ne sodi o tem nekdo, ki ni iz tega foha. To pomeni, treba je vedeti, kakšne so cene. Sem bil na enem soočenju, sem poslušal, da je itak 10% višja cena kot v Avstriji za nas. Mislim, to ne more biti politični zaključek debate, da pač mi plačujemo več kot Avstrijci. To pomeni, bliže, kot bo programe prilagodil posameznim panogam, bolje bo šlo. Predvsem pa dobro tudi, če na nek način dobimo tudi za uspehe vlade,
neko revidirano poročilo. Torej vsak podjetnik mora enkrat na leto vsaj bilanco dati in ta je revidiran od nekega revizora in se mu pač prizna, je bil uspešen ali ne. Tukaj je bila to ena polemika zdaj zadnje tedne, kdo je bil uspešen, kdo ni bil uspešen, kdaj so bili rezultati, kdaj je bil prevelik dolg narejen, zakaj je bil ta prevelik dolg. Te stvari so, bi rekel, brez emocij. Torej, bi rekel, tukaj bi enkrat na leto mogli jasno komunicirati, brez neke propagande medijev, ali je bilo dobro leto ali bilo slabo leto, če je bilo dobro leto, zakaj, če je bilo slabo leto, zakaj, kaj treba narediti, da bo bolje. Jaz bi to zelo, bi rekel, vodil podjetniško in zato pravim, on izhaja iz podjetja, pozna ta princip dela, potrebno je postaviti programe, potrebno je postaviti, bi rekel, ukrepe. Zdaj, gospod, izvolite, Izvolite. Mislim, kar je bistvenega, je to, da so zdaj v tem sistemu, ki ga imamo, to se pravi desetina pa generalštab, mes pa nič, da bodo morali v strankah razmisliti o tem, da bodo svoje odbore oplemenitili. LDS je bil samo zaradi tega dolgo časa toliko dober, ker je v svojih odborih imel stranke, člane stranke in ljudi, ki jih je povabil, da so sodelovali pri kreaciji politike Slovenije. Tako sam sem vodil odbor za izobraževanje in je bil noter, recimo, dostikrat prišel predsednik oziroma direktor Jožefa Štefana, nekateri rektori, ravnatelji in podobne stvari in tam dobiš šele pravi občutek. Saj nasledil ni bosih nog, on ima za seboj ogromno administracije, ki se spoznajo na probleme, ki znajo določene stvari peljati. Ampak ta občutek, kaj ljudje hočejo, kaj res potrebujemo, pa dobiš šele s tem, če se znaš z ljudmi, ki dobro poznajo to problematiko, na primeren način pogovarjati in na to preko svojih organov te stvari plasirati v javnost in ne nazadnje tudi v politiko vlade. Dragan, ti si mojster za številke, katera številka recimo bo po tvoje, ker jutri je nov dan, ne? To vemo, pač danes so volitve, jutri je nov dan, ponedeljek, nov delovni dan, življenje bo šlo naprej, katera številka bo po tvoje tista, ki bo najbolj obeležila našo prihodnost? Ja, zdaj gotovo, če bo ostalo pri teh 35, 36, tega ni nihče napovedoval. Sicer pa danes sem slišal, da si želimo 34,000 bruto družbenega proizvoda, spet nekaj čez 30, ne? Ja. Dajmo takole reči, ne? Verjetno si tudi mi štirje želimo, da bi bili spet stari nekaj čez 30. Da bo... Jaz si želim predvsem tega, da bi se zmanjšal razlika med centralnim delom in preostankom, ki je viden predvsem, jaz ga najbolj čutim v področju, ki ga poznam, znanost, visoko šolstvo. 5/6 vsega je v Ljubljani in to ni dobro za razvoj Slovenije, ker pamet je približno enako porazdeljena povsod. Po normalni krivulji imamo pametne ljudi tudi izven Ljubljane. Tako da jaz bi si želel, da bi bodoči predsednik vlade, njegova ministrstva, v tem smislu tudi naše resorno za znanost in visoko šolstvo, več sredstev namenilo, več razvoja potegnilo tudi izven Ljubljane. Mislim, da je čas, da se kakšno ministrstvo da v Maribor in kakšno ministrstvo za začetek tudi v Koper. Andrej, ti si poslovno uspešen, predvsem v tujini, tudi pri nas, ampak v tujini, recimo v Nemčiji, tudi druge, zdaj največ deluješ v Dubaju, skratka dokazal si se na svetovni sceni, tako rekoč. Bi ti bil pripravljen se angažirati v Sloveniji tudi bolj, bi rekel, močneje kot do sedaj, tudi če bi te pač bodoča vladajoča politika, če bi te predsednik vlade, kdo drug k temu povabil? Jaz sem se že enkrat takrat takoj po osamosvojitvi zelo angažiral in takrat me je gospod Drnovšek prosil, da strokovno pomagam. Takrat je bila ministrica Teja Petrin in se naredila razvojno strategijo panog Slovenije, iz katere so pol ti paradni konji slovenski nastali. Tako da bi rekel, to logiko bi z veseljem še enkrat, mislim, da je čas za to, da Slovenija dobi spet svojo industrijsko politiko in da razvija določene panoge, v katerih ima še konkurenčne prednosti. Vidimo, da je farmacija zelo močna, vidimo, da je informatika zelo močna. Mi imamo panoge, kjer smo lahko mednarodno konkurenčni in tukaj bi bil z veseljem soudeležen.
Gospod Moge, zaključna beseda oddaje je vaša, če lahko v enem stavku marsikdo na današnji volilni dan ni več poslanec, ne bo več aktiven v politiki, kaj bi jim svetovali v tem njihovem političnem pokoju? Dejal bi naslednje, da sem 5 poklicev v življenju opravljal in najtežji je bil poklic politika. Tu moraš največ požreti, tukaj moraš znati poiskati primerne besede, biti toliko zvit in moder, da projekte spravi skozi procedure in se mi zdi, da če bo šli iz politike ven, da so to zelo izkušeni ljudje in da naj jih okolje, v katerih so, povabi in z njimi sodeluje in jih pne v svoje delovanje. Mislim pa, da če imamo zadnje besede, bi jaz želel to, da bi na srca položil tem, ki bodo zopet dobili mandate v državnem zboru, naj bodo predvsem pošteni, naj se obnašajo svojemu statusu in statusu, ki so ga dobili preko zaupanja volivcev, primerno in naj ne delajo tega, da bo državni zbor skoraj vedno prazen, 3-4 sedeli noter in noben ne bo tistega poslušal, tako da bojo govorili stenam pa nekaj novinarjem, ki so tam. Jaz mislim, da bojo morali svoje obnašanje, ki so ga bili navajeni iz prejšnjih mandatov, temu prilagoditi. Gospod Rudolf Moge, dr. Dragan Marušič, dr. Andrej Vizjak, najlepše hvala za vaše današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil poseben volilni, že 724. Faktor na TV3. Jutri bomo komentirali in analizirali, kdo so zmagovalci in kdo poraženci volitev. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.